naše največje bogatstvo, to je rek, ki ga pozna vsak od vas, obenem pa je pogoj, da lahko v življenju delamo in uživamo. In v današnjem času je stopnja ozaveščenosti o pomenu skrbi za lastno zdravje veliko višja kot nekoč, tudi zaradi vas, ki pomagate pri tej osveščenosti. Zelo pomembno pa je tudi, da za svoje jetra skrbimo zdravo mero razuma in predvsem, da posegamo po izdelkih, ki preverjeno koristijo njihovemu delovanju in jih ne obremenjujejo dodatno. In zato strokovnjaki ob letošnjem 15. dnevu slovenskih lekarn, ki bo čez 3 dni, v četrtek, 26. septembra, izpostavljajo prav ustrezno skrb za jetra. In zakaj so letos v ospredju jetra in kakšen je njihov pomen, pa nam bo povedala magistrica Miroslava Abazović, predsednica sekcije farmacevtov javnih lekarn pri Slovenskem farmacevtskem društvu. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Ob dnevu slovenskih lekarn bi letos radi izpostavili pomen jeter, ker so izrednega pomena za zdravje. Delovanje jeter se nam sicer zdi na prvi pogled samoumevno, zato skrbi za jetra ponavadi namenimo premalo pozornosti oziroma prepozno, takrat, ko že nastopi bolezen. Torej, da jetra delujejo pravilno, ni samoumevno, zanje je potrebno skrbeti. Dejstvo je, da so jetra največja žleza v telesu. Na dan proizvedejo skoraj liter žolča, ki je zelo pomemben pri razgradnji maščob v črevesju. Poleg tega imajo jetra še številne druge funkcije, če naštejem mogoče samo nekatere, na primer presnavljajo beljakovine, maščobe, ogljikove hidrate, tudi zdravilne učinkovine in dejansko vse snovi, ki pridejo v telo. Jetra imajo izredno sposobnost obnove, vendar pa jih lahko kljub temu prizadenejo številne bolezni. Zato smo ob letošnjem 15. dnevu slovenskih lekarn pozornost namenili jetrom, jetrnim boleznim in zdravljenju. Znano je, da jetrom škoduje pretirano uživanje alkoholnih pijač, lahko pa tudi določena zdravila, prehranska dopolnila, zdravilne rastline in hrana. Zelo je pomembno, da upoštevamo priporočila o zdravi prehrani, saj se nam ta ozaveščenost ne bo obrestovala samo z boljšim delovanjem jeter, temveč z dobrim zdravjem celotnega organizma. Zavedati se moramo tudi, da so simptomi in znaki bolezni jeter lahko zelo dolgo prikriti ali pa so nejasni in zato je velikokrat diagnoza postavljena, ko bolezen že zelo napreduje. In zato je pri ohranjanju zdravih jeter ravno preventiva izrednega pomena. Če naštejem nekaj dejavnikov za povečano tveganje za poškodbe jeter, so ključni na primer uporaba prepovedanih drog, menjavanje spolnih partnerjev, uživanje nepreverjenih prehranskih dopolnil, pri čemer bi rada poudarila, da gre res za nepreverjene, to se pravi, da gre za naročanje preko spleta iz nepreverjenih trgovin in podobno. Drugi dejavniki so še debelost, čezmerno uživanje alkohola in pa jetrne bolezni v družini. Pa še nekaj besed o 2 najpogostejših in najbolj razširjenih oblikah bolezni jeter, saj magistri farmacije in farmacevtski tehniki v lekarnah želimo, da bi ljudje postali glede nevarnosti teh še bolj osveščeni. Prva bolezen je vnetje jeter ali hepatitis, ki ga lahko povzročijo avtoimunska in alkoholna bolezen jeter, lahko pa tudi virusna okužba s hepatitisoma B, z virusoma hepatitisa B in C. Če na primer omenim, pojav virusa hepatitisa C je v Evropi 1,5%, v Sloveniji naj bi bilo okuženo približno 0,3% populacije. Oba virusna hepatitisa, ki povzročata vnetje v jetrnih celicah, danes sicer že precej uspešno zdravimo. Kljub temu pa je dobro vedeti, kako se virusov hepatitisa B in C širita
in sicer je to s sodjo, med uporabniki prepovedanih drog in spalnimi odnosi. Zato testiranje zanjo priporočamo vsem, ki so imeli tesne družinske, prostorske, spalne in krvne stike z okuženimi osebami. Pa še recimo vpliv alkohola na jetra, ki je zelo znan. Kar 90% ljudi, ki čezmerno uživajo alkohol, ima enostavno zamaščenost jeter, ki jo sicer ob abstinenci lahko pozdravijo. Nadaljevanje uživanja alkohola, oziroma če je uživanje alkohola dolgotrajno, pa lahko privede do nepopravljivega razgotinjenja jeternega tkiva oziroma ciroze jeter in do neprestanega vnetja zaradi alkohola samega oziroma kot posledica hepatitisa. Hvala lepa. V tem času ste videli verjetno, da imate vse gradivo v vaših mapah, ravno kar ste pa vsi prisotni dobili to gradivo tudi v elektronski obliki na vaše elektronske naslove. Zdaj pa vsak telesni organ opravlja svojo vrstno nalogo in nam tako omogoča osnovne življenjske funkcije. Vnetja jeter in alkoholne bolezni so, kot ste sedaj slišali, najpogostejše jetrne bolezni in ob tej priložnosti je išla tudi knjižica, ki jo imate pred vami, naslovom o pravilni in varni uporabi zdravil, zdravila in jetra, ki smo jo za vas priložili. Imate brezplačne knjižice, ki jih lahko dobite tudi v lekarnah in pa v e-obliki na spletni strani. Vsebino knjižice pa nam bo podrobneje predstavila gospa Maša Koritnik-Zadravec iz lekarne na Vidmu, ki je tudi glavna urednica te publikacije. Hvala lepa. Poleg že omenjenih bolezni jeter in pa vpliva alkohola na jetra, smo v knjižici strnili tudi pomembne informacije o samopravljenju z zdravilnimi rastlinami. Marsikdo se v želji, da bi jetra ohranil čim bolj zdrava, loteva tako imenovanih metod razstriščenja telesa. In med rastlinami, ki jih uporabljamo tako za zaščito jeter, kot tudi za hitrejšo obnovo jeter, bi izpostavila že dobro znani segrski badelj in pa morda malo manj znano šisanje. Obe rastlini smo podrobneje opisali v knjižicah na straneh 19 in 20. Tu velja poudariti, da uporaba zdravilnih rastlin ni vedno varna, saj so mehanizmi delovanja njihovih sestavin pogosto slabo raziskani. Zato bi rada izpostavila, da nakup tako prehranskih sestavin kot tudi zdravilnih rastlin po manj preverjenih poteh, to je na primer lahko tudi neznana spletna stran, močno poveča tveganje za sestavine, ki lahko jetrom škodujejo. Te sestavine pa lahko jetrom škodujejo bodisi z uživanjem manjših količin skozi daljše časovno obdobje, bodisi se lahko poškodba jeter pojavi z zaužitjem večje količine hkrati. Primeri takšnih rastlin so na primer gabelj, borec in tudi številna kitajska zelišča. Ta so med ljudmi sedaj bolj razširjeni. Zato bi to rada izpostavila, da veliko število kitajskih zelišč, ki se uporabljajo za zdravljenje, vsebuje številna za jetre škodljive snovi. Tu bi omenila predvsem pirolizidijske alkaloide in pa zelo nevarno aristotelovsko kislino. Poleg vpliva alkohola in zdravilnih rastlin na jetra smo v knjižici izpostavili tudi primere zaslepitev zaradi nezavednega odnosa za jetra škodljivih snovi. Eden izmed takšnih možnih proizvodov, ki lahko vsebuje za jetra škodljive snovi, je lahko tudi med. Med, kjer je ključnega pomena poudarjam poreklo. Slovenski med je zelo kakovosten. Medtem ko se pri izdelkih, ki izvirajo iz drugih držav, lahko za proizvodnjo uporabljajo z nevarnimi snovmi bogate rastline. Pri izbiri medu, ki je sicer zelo zdrav, je tako treba biti pozoren na njegovo poreklo, saj je stopnja onesnaženosti z
zajetra škodljivimi snovmi, odvisna tako od geografskega, kot tudi od botaničnega porekla rastlin. Še enkrat bi želela poudariti, certificiran slovenski med je zelo kakovosten. Od nekdaj je že zelo cenjen, saj zagotavlja tako visoko stopnjo kakovosti, kot tudi znano poreklo izdelka. Možen vir zajetra škodljivih snovi pa lahko predstavljajo na primer tudi mleko ali pesnici, kjer je poudarjam ključnega pomena porekla. Slovensko poreklo, preverjeno poreklo izdelka ni problematično. In sicer v primeru mleka lahko zajetra škodljive snovi prehajajo v mleko živali skozi krmo, medtem ko so zaradi samega postopka žetve in pa predelave žit lahko kot končni vir zajetra škodljivih snovi tudi pesniček. Ob tem želim še enkrat poudariti. Predvsem je pomembna kritična izbira glede porekla omenjenih izdelkov. V današnjem času je stopnja